No, jaz bom rekla, da sem resnično, verjetno tako kot večina Novomeščanov, ki radi prihajamo v mestno jedro, veseli, da se je ta obnova zgodila. Super, absolutno se strinjam in podpiram in Novo mesto najbrž od tistih 60 let ni bilo tako lepo, kot je lepo zdaj, kar se tiče tav, in ni bilo menedžirano, kot je danes. Mi res tesno povezani živimo z Glavnim trgom. No? Za nas je kakovost življenja res čist druga. Zdaj, ko so zaprli za promet, da je neko drugačno vzdušje na Glavnem trgu, tudi ko greš čez dan čez, imaš občutek, da je to neko mestno jedro, kjer se nekaj dogaja, ker vmes je bil res feeling, da smo v nekem mestu duhov, ni bilo nobenega nikjer v soboto popoldne na Glavnem trgu. Se pa trudijo zdaj, jaz vidim nek napredek na Glavnem trgu. Ta garnitura, ki je zdaj daleč najboljša, kot je bila, ker je ful je mlada, ful so aktivni, ampak je sicer zelo fajn, ampak vendar to ni dovolj. In mislim, da treba pa vztrajati. Z vsem dolžnim spoštovanjem do tega, da se je Glavni trg prenovil, ko doma zamenjaš topli pod, ne rečeš, da si renoviral stanovanje. Glavni trg je žal tako kot štadion. Ko je prireditev na štadionu, ko je nogometna tekma, ko je atletski miting, ljudje pridejo. Ko ga ni več, ničesar, ljudje grejo. En nivo je ta, da to čisto fizično prenoviš. Seveda je zelo pomembno, kako to fizično prenoviš. In pol na drugi strani, kakšna je ta vsebina, da bo pomembno za ljudi, da bojo prihajali. To se pravi, seveda je lahko postaviti objekt, lahko je zgraditi nekaj, lahko je nekaj obnoviti. Kaj je zdaj ta vsebina, ki gradi skupnost? Jaz sem nekjer v teh dogodkih, mislim, so super, je blazno lepo videti, ne vem, ali odprta kuhna, ali ne vem, kolesarska dirka je blazno dobro. Mislim, tako videti polno ljudi, Ampak, kaj pa vem, tu je daleč od tistega, ki bi jaz, prideš kot nek shopping, veš, ko nek, lepo se zrihtaš, tam se malo pozdraviš, gor pa dol, in ni, da boš tam kaj delal, veš, tam, ne vem. Jaz sem bolj tak, še otrok socializma, ki smo imeli Nivo pa Vinograd, pa mi rajiš nekaj, da nekaj precitipiraš, mislim, da si noter, veš, da si, ne vem. Zame je živ prostor, ta prostor, ki te, ne vem, pridem slučajno, grem mimo in potem ostanem, Tega mi manjka, ne vem pa. Že sporno je to, da se ne morejo zares koncerti več izvajati, zaradi tega, ker imajo probleme z prebivalci Glavnega trga. To jaz ful pogrešam, ker je čisto neko drugačno vzdušje, če greš na koncert tja ali pa, ne vem, na Košenice. Zakaj tega ni skozi? Tako, da se lahko kdorkoli javi, kdorkoli naredi nekaj, reče, jaz bi pa zdaj naredil nek performance, ki hodim po gostilnah in jem golač, kot je to Bešek naredil. In zakaj si danes tega ne predstavljamo? Jaz se tega ne predstavljam. No, mislim, zdaj je drugače, mislim, najbrž se bomo morali še naučiti nekega novega življenja na trgu, Tako ne more biti, ko je bilo prej, Zdaj nobena stvar se ne ponovi, Jaz sem bil večji optimist, sem mislil, da se bo tukaj dogajalo, da bo tukaj skozi neki farker, da to bo tumbalo, to bo res, Pa vemo, da potem tudi zaradi, ne vem, nekih subjektivnih razlogov, nekih stanovalcev tukaj, ki jih imamo blizu, ki pokliče policijo za vsak dogodek, se te zadeve ne izvajajo tako, kot bi se mogle, Ampak jaz še vedno mislim, da Glavni trg je pravzaprav glavno mesto srečevanja, ne samo Novega mesta, ampak celotne Dolenjske. Treba to vedeti, da ima veliko Novomeščanov si je omislilo vikend, Vinograd. In oni so tam v svojih vinogradih, Ja, v glavnem so te privatne zabave in tudi pri nas se veliko
doma in ne gre v javni prostor. Tako da ja, jaz ne poznam veliko Novomeščanov, ki bi se družili tako kjerkoli drugje, kot v Zidanci ali pa pač pri nekomu doma. Ko sem to prebral, sem se pravzaprav zasmejal in sem rekel, prva stvar, ki bi morali narediti, je to, da bi vsi Novomeščani prodali vse vinograde in zidance, ki jih imajo okrog. Družabno življenje se pač dogaja po zidanicah v okolici in seveda, če si tam, potem nisi tukaj. In kaj to posledično pomeni, da ni kritične mase, da bi tukaj v samem mestnem jedru prišlo samoiniciativno do nečesa, če ljudje, bom rekla, raje preživljajo popoldneve oziroma svoje proste dni zunaj središč. Bodi si v nakupovalnih centrih, bodi si v svojih zidancah, bodi si v svojih počitniških kapacitetah. No, zdaj, če pogledamo, kaj je meščan, ali je to vsak prebivalec mestne občine Novo mesto ali so to prebivalci mestnega jedra, recimo, ne? Prebivalcev mestnega jedra je zelo malo, tako da jih je izredno malo, torej ne vem, če jih je nekaj 100. Če bi šli recimo po glavnem trgu, bi bilo polovico stavb praznih. V starem delu mesta je treba napolniti stanovalci. Če gremo napolnjeni stanovalci, se bo tudi trg napolnil. A ni to enostavno? Če bojo pa stanovalci na Drski, Ločna, pol oni zgradijo centre. A mislite, da bo pol tržnica kdaj, kakšna novomeška stara, lahko še ratala na... Ja, kdo pa hodil? Torej vemo, da ni iznuje, po drugi strani pa treba nekaj narediti, da bodo pač ljudje prišli, če jih želimo seveda v mestu. No? Ključna zadeva pri prenovi mestnih jeder je zelo ugodni krediti, ki jih daš lastnikom stavb v mestu. Samo to je. To je cel Zahod naredil. Po drugi strani povišanje davkov, če so hiše prazne, ampak seveda pri nas je pa varianta kaznovati lastnike, če je hiša prazna, ampak nič mu dati. V bistvu skode, te zadeve so kompleksne in imajo verjetno nek širši sociološki okvir. Ne? Verjetno se začne že, ali meščani znajo živeti z mestom, ne? Ali ga sprejemajo kot nekaj svojega. Ne? Mi vemo, da je Novo mesto imelo predolgo stanovanja 3000 prebivalcev, zdaj ima pa 25 000. Ti ljudje se niso tukaj rodili večinoma, oziroma zdaj zadnja generacija, ja, ampak takrat, ko je bil tisti veliki boom, so prišli od drugod. In ti ljudje večinoma niso bili meščani in niso imeli nekega odnosa do mesta in so bili še vedno lahko podeželski ljudje, ko so komaj čakali, da bo pač čihta konc, petek, sobota gremo v Zidanco. In se pravi, zdaj mislim, da te potomci, se pravi naših generacij, naših staršev, ne, se pravi naša generacija, pa vaša, pa še mlajše, ne, so vendarle že rojeni tukaj in jaz upam, da so vendarle mesto sprejemajo kot svoj dom in da znajo mogoče bolj živeti z mestom, kot so prejšnje generacije. Se pravi, tukaj le vidim en pozitiv potencial. V Novem mestu je taka anarhija, ne, da promet po glavnem trgu, kjer ni prometa, je. Mogoče se rabi čas, ne, da se bo to malo bolj navadilo. Ampak jaz nisem bila pristašica tega, da se promet čez center zapre. Zaradi tega, ker se potem tudi trgovine nehajo živeti, ljudje nimajo več razloga, zakaj bi sploh v Novo mesto prišli, veliko ljudem se ne da hoditi. To je se posod zgodilo, ne, kjer ti pač zapreš promet, je kriza. Ne? Običajno se potem znotraj teh peš con vzpostavi neka druga programska shema, kot je funkcionirala prej. Nekatere stvari dejansko propadajo, žal. Ne? Glavni trg je prav, da je zaprt, sam glavni trg, vendar bi morali urediti parkirne prostore, urediti tako, da se da zaparkirati in peš prideti na glavni trg. In garažna hiša je na Novem trgu. Ne vem, koliko je obiskana, koliko je polna. Če je premalo, je treba pač delati na tem, da se razširi in na tem, da vsi obiskovalci, torej tisti, ki delajo v tem mestnem jedru in tudi stanovalci, svoje avtomobile puščajo tam. Jaz sem proti tem, da se naredijo parkirne mesta nad Loko.
Zdaj bojo garažno hišo imajo nad Loko, ja. Pod staro bolnico, ne? Ja, pod upravno enoto bojo menda še eno garažno hišo delali. Za mene butasto, ker potem spet generiraš v mesto, pridejo parkirati, ne? S tem pa, ko smo rekli, če bi bil pa tle večje parkirišče, pa še tle smo ga dali pri TPV-ju, ne? Bi tole obvladalo, ker 100-200 metrov pa že greš peš, ne? Meni je največja katastrofa novomeška avtobusna postaja. Prvič kot prvič, avtobusna in železniška postaja je fino, če ste nekako skupaj, ne? Jaz sem enkrat slučajno naletela na načrte avtobusne postaje in sem bila šokirana, ker je na načrtih izgledala čudovito, to je eno skorpucalo, kar smo mi z tega naredili. Mislim, verjetno se arhitekt drži za glavo. Meni bi bilo grozno, če bi nekdo nekaj takega naredil, no. Pač tukaj imamo neke, bom rekla, landmarke, ki jih je treba urediti in pač dokončati, no. Avtobusna postaja ali pa železniška je pač tudi neko ogledalo mesta. Tu je prvi stik za nekoga, ki pride k nam, no, in ne štima. Koliko ima Novo mesto prebivalcev? In koliko teh prebivalcev se je sploh pripravljeno voziti z vlakom? Vlak od časa Marije Terezije, Ljubljana, Novo mesto je hitrejši pol ure. Jasno, da ko človek na to pomisli, si reče, jaz ne bom šel z vlakom v Ljubljano in ni mu za zameriti. Takrat smo tudi rekli, da bi bilo fajn, če bi rezervat pustili vsaj na mestnem teritoriju, da bi bila dvotirna železnica, recimo od Bučne vasi pa do Šmihela tam gor. Če gre vlak iz Kandije v Bršljin ali pa še, pa rečemo še Bučno vas, mora počakati, da pride do Kepa, ampak to bi lahko bilo stalno kot tramvaj voz. Ste bili v Sarajevu? Ja. Ne, kako lepo tramvaj gre tam, ne? Mislim, to je sploh, da gremo na železnico, ni boljš kot z avtom, se bo vsak peljal s svojim avtom, eden v avtu. Navade spremenimo zato, ker jih moramo. Ne? Če bi bil bencin dražji, toliko dražji, da bi se nam splačalo iti, bi rekel, z avtobusom ali pa z vlakom, bi to naredili. Novo mesto je pač ima res tako neugodno lego, ker je pač tako pozidano in nimaš pač težko se mesto nasiti pač zjutraj ob konicah, ne. Z avtomobili moraš potem tu ljudi privajati na bicikel, peš ali pa na javni promet, ne. Ampak ti moraš dejansko nagajati dobesedno voznikom avtomobila, ne. Ne moreš jim biti še zmeraj bolj prijazen, ne, da imajo še zmeraj več parkirišč, veš, tega, ampak moraš jim dejansko tisti malo prostor vzeti, ne. Pešcem pa kolesarjem moraš pa boljše dati, ne, veš, ker ne boš šel kar en na neko kolesarsko pot, zato ker je pot, ampak zato ker samo, ker se tam dobro počuti, ne. Recimo imaš kolesarsko pot, ko se je super naredil, recimo od Žabje vasi do Ločne, ampak na tisti poti, ko greš si čist pod stresom, ker je tako tak hrup promet, ne, ampak če bi oni samo z grmove nasadili ali pa drevesa, ne, bi vse rešili, ne, ampak ne, veš, to ni njihova domena, ker pač bla bla bla, ne. To bi morali jeti tam, kjer je zanimivo, ne pa ob cest, ne. Povezave je treba iskati malo inteligentno, ne samo reči, to zna vsak bedak ob cesti, pločnik narediti širok, bomo rekli, imamo celo avtocesto, tle bojo avti, tle bojo pa zraven pešači, ne. Novo mesto rabi kvalitetno mrežo pešpoti. Pešpoti, ki ne bojo samo malo za sprehajanje psa, ampak bojo pešpoti, ki bojo lahko nadomestile s tem, da gremo mi z avtom nekam, ampak gremo potem lahko peš ali z biciklom. Danesko rešitve so pa čisto enostavne. Recimo izvenivojska križišča bi recimo naredili za pešce pa kolesarje. Avtomobil recimo se ful lažje pride čez mesto, kolesar pa pešec mora skus ustavljati, ne. Skus moraš pritiskati na gumbe, da prideš čez cesto, ne.
recimo, če bi v Kandi iz kandijskega parkirišča na to stran ceste naredili podhod pod Vindišarjem, ne? Nivojsko se da, ne? Pod Julijo, ne? Se pravi, da bi bila mehen nižji, tlele bi šla lepo skozi in tle bi šel sam motorni promet. Vse ostalo bi bilo, ker bi bilo pa vse tole parkovno zrihtano, veš peš promet in včasih smo na drsko čez rampe hodili, se spomnite, ne? To je bila glavna povezava, ne? In tudi zdaj je to najbližja povezava. Se peš povezavo iščemo bližnjice, ne? Ne maramo kilometrov delati, če jih ni treba, ne? No, in to je taka varianta bila in je bila to po urbanističnem načrtu, ampak so pol sprejeli, zato ker je bilo verjetno lažje in vprašanje je, koliko je investicijsko, ne? Ampak če dolgoročno investicijsko gledaš, je zmeraj cenej, če si dobro rešitev dal. Vedno. Veš, ta urbanizem se je pred leti ful zavozal, no, ko bi rekel. Mislim, tako osebno vidim, ne. Zdaj sicer pri trenutnim garnituri res ful delajo, ne. Mislim, se trudijo, ampak veš, ne moreš ti 20-30 let nazaj, mislim, probleme. Da jih dansko rešuješ, ker rešuješ, pa tudi vsak ima svoje interese, ne. Pač mesta so bila ustanovljena zaradi trga. Ne, in na temu trgu, to je bilo v bistvu neka nuja, neka potreba, na temu trgu se je pač vse dogajalo, v bistvu trženje, ali kako bi rekla temu, prodaja, menjava in tako naprej. In ta prostor je imel neko funkcijo, neko potrebo in ljudje so imeli neko nujo tudi, da ga obiskujejo, ne. Potem so pač tam, zdaj ne vem, ali to zaradi globalizacije, ali spremenjene družbene klime, ali kakorkoli, mestna jedra so v bistvu vsa hkrati propadla, oziroma, kaj bomo rekli, v zadnjih 30 letih, ne, če gledamo zahod. Isto je potem pač k nam prišlo z zamikom, zato ker smo dopustili urbanistično, da so se te stvari, ki so bile v mestnem jedru, premaknile na obrobja. Več elementov je, zdaj jaz nisem sociolog, nisem kakorkoli. Eno je staranje prebivalstva, da družina, torej za otroci, da se otroci odselijo. To je en del, se pravi, ostanejo starci, ki slej ko prej pomrejo in ostane zadeva prazna. Druga stvar so najemnine, ne, ki so v centrih mesta veliko večje, kot so v zunanju. To se pravi, če je toliko cenejš, ne, jasno, da bo šel tam, kaj cenejš. Okrog 20 let nazaj so v okolici Novega mesta začeli rasti kot gobe po dežju trgovski centri in to je v bistvu zelo, bom rekla, ne osamilo, ampak na nek način včasih je bil glavni trg nek center, kamor si šel makar v soboto dopoldne po nakupih in tako naprej. Pri nas je seveda bil še ta sistem v socializmu, to je pa pri nas bolj, torej cel jasno vzhodni blok, da so bile vse te nacionalizirane zadeve, da se v teh nacionaliziranih objektih je pravzaprav šlo v mestih predvsem za eksploatiranje teh objektov in nobeno vlaganje v objekte. Na kar je po denacionalizaciji so lastnikom vrnili v bistvu devastirane tako rekoč objekte. Recimo, ko je po drugi svetovni vojni, ko se je začelo mesto širiti, ko se je začelo to infrastrukturo delati, Krko, Revoz in Vetekrat, no, veš, in takrat so oni izven mesta to postavili, ampak mesto se je tukaj razraslo, ne? Žal, še vedno sem prepričan, da je umestitev te industrije na tem mestu popolnoma zgrešena. In je bila od začetka zgrešena in je še zdaj zgrešena in bo vedno zgrešena, ker ne morejo drugam, razen če propadejo. Ker so tukaj. Ko enkrat se zadeva tako zelo umesti v prostor s takim dimenzijom, a to je, če gledaš po površini, je 4-kratnik mestnega jedra, v ožjem smislu. Je Revoz. Jaz sem tudi dal takrat pripombe leta 2008 na testu, da se mesto preveč širi v krakih. Ne? Recimo Urbanje. Veste, kje je Urbanje? Proti Rupreštvrhu. Zakaj se na tiste njive moralo? Mesto se mora širiti navznoter. Macedoniji prvi, ki je začel, pač ok, malo tudi po srečem na ključe, če mene vprašaš, prvi začel urejati mesto tako, kot se mora. Ne? On je začel urejati mesto iz srca, iz centra ven. Ne? Pač takrat so kar dobro naredili, tudi s pomočjo Tomaža Goloba. Ne?
on naredil konzervatorski načrt, pa pol so delavnice bile in vsak povedal in so dejansko kar stvari dobro funkcionirale. Poleg tega so imeli pa ful srečo, da je zmagala pač ekipa Taljer, arhitekti, kjer noter dela Peter Plantan, ne. On je Novomeščan in on živi za to, ne. No in od takrat se mi zdi, pač se ful smiselno ureja, ne, na tej, ko bi rekel, konceptualni zadevi. Falijo pa ful detajli, ne. Mislim, tu detajli so pa... Vemo, kaj smo tam zagrešili s tisto stavbo neposredno ob Krki, ne, ki so jo imenovali Brik, potem Vagon, pa ne vem kaj vse, ne. Sameva bolj kot ne prazna že ves čas, pa da je bilo mrtvo rojeno dete, pač kot rezultat neke zgrešene politike. Zdaj, ker ste mi ravno govorili o Briku, ne, to je stavba, ki je ne bi smelo tam biti, ne. Vsako mesto, ki ima reko, ima neprecenljivo bogastvo, ki je pri nas okrnjeno. Nažalost, bregovi so uzurpirani, marsikje. In pogrešam v bistvu to neko zbiranje pač ob sami reki. Mislim, da mesto še vedno premalo živi z reko in da glede na to, kako zelo lepa je, da je tu pač nekaj, kar nam manjka. Te prvo je, kar bi moralo mesto Ragolog pa Portorož bi moralo kupiti. To bi moral biti mestni gost. Za mene recimo je bil zelo pomemben in zanimiv ta mestni mlin za jezom. Stari mlin, Seidlov mlin, ne, ki je bil itak ni deloval že, tudi ko smo mi se igrali gor, ne, na tem objektu. Ampak bil pa je nek ostanek tega, ne, pač mlina recimo, ne, je bil, kjer smo prišli v stik z vodo. No. Ta mlin je v bistvu v zasebni lasti, nekdo ga je kupil in začel graditi neko stavbo, ne vem točno kaj, ali kot nek host, ali kot nek hotel, ali stanovanja spet. No, jez še vedno obstaja, mlin je bil prepuščen svojemu propadu. In je zdaj sam prostor ograjen in ni več možno dostopati do njega. Ne. Mislim, okolje ni več stranko v postopku, ne. Kaj enkrat okolje uničiš, ne, kad ti posekaš hoste, kad ti hribe zravnaš, doline, struge reguliraš, to ni isto, ne. Bom čisto povedala. Jaz sem pač mamica mladih otrok in sem zelo zadovoljna, če bi bila pa stara 17 ali pa 23 let, bi pa gotovo zbežala iz Novega mesta, ker ne bi imela tukaj kaj početi. Meni mladih danes pravzaprav žal. Se nimajo prostora, kjer se lahko družijo. Tudi če bi prišli zvečer na trg, da se podružijo, bo tamle začel piti, klical policijo. Nekih lokal patriot recimo. Se je bil še nedavno tega, ko je bila moja hči gimnazijka, študentka, je bil poln. Sem glih ta generacija, ki je zamudila razcvet DNŠ-ja, ker recimo 10 ali pa 20 let starejši od mene so imeli patriota in dogodke z DNŠ-jem in ful mojih sorodnikov je bilo ful vpetih v to. Pa ko sem jaz postala srednješolka, pa tega kar ni bilo več. Cela ta generacija tam od letnik 80, morda do 90 je tam gor zrasla. Dejansko je bil ful majhen plec, ampak je bil tako nabit z nekimi ljudmi, ne? Mislim, s kreativnimi pač ljudmi, so se srečevali, nisi se rabo nikoli zmeraj je bilo nekaj prisotno, nekaj tazga pozitivnega, no. Tam, kadarkoli sem prišel, sem srečal ali mlajše, starejše, ali glasbenike, ali ne vem, umetnike, ali v končni fazi tudi neke intelektualce, ki si zmeraj bilo pač nekaj zanimivega, no. In ker se mi zdi, da je bil to generator veliko potem tudi projektov, ki so nastali in še vedno so, ker je bil to generator nekih novih energij, ki so prihajali v Novo mesto, ker je bil to generator v končni fazi marsikaterega fotografa, ki je zdaj znan v Sloveniji in širše, marsikaterega filmarja, ki je znan v Sloveniji in širše, marsikaterega drugega umetnika. Se mi zdi to nek prostor, ki bi ga, če bi ga lahko z neko magično palčko obudil nazaj. Tukaj, kolikor sem seznanjena oziroma kolikor so znane informacije, je nov prostor, ki bo namenjen mladini,
v pripravi, v obnovi. In zdaj s tem premeščanjem vprašanje v resnici, ne, mislim, že tukaj ni v bistvu zaživel, zdaj kaj bo zdaj s tretjim premeščanjem, zdaj bojo moji sosedi, ne. Kje bo zdaj to? V bivši Kapucinki en del in v bivšem Atlantisu drugi del. Problem je tudi, da morajo to mladi povedati, ne. Recimo, generacija mora sama povedati, kje će imeti, ne. Da generacija mora narediti sebi ta prostor, da ima odgovornost, da to naredi in potem seveda generacija tudi posvoji ta prostor. Absolutno mora imeti občina neke vzvode oziroma da nek okvir, da se to lahko naredi in neki nevladniki, neka znanja in pomoč, da pač se generacija lahko na tak način aktivira. Ampak ja, da se vrnem nazaj, absolutno mora generacija to narediti. Sej zdaj je ta mladinski klub Oton ali kaj tam na Loki se dogaja, kjer je pač nek prostor, kjer naj bi se mladi lahko zbirali, ampak so vedno zorganizirane delavnice, na katere se moraš prijaviti. In isto kulturni center Janeza Trdina, ne moreš se iti družiti tja, lahko greš pač na neko usposabljanje z nekim mentorjem in to. Jaz si pa ful želim enega prostora, kamor lahko priješ v petek zvečer, spoznaš koga novega ali pa je pač tam neka ista družba, pač lahko ali debatiraš, ali ustvarjaš, ne vem, najdeš igralce za predstavo, ki jo delaš, najdeš bobnarja za band, pač tako, da bi se mladi lahko spoznavali med sabo pa družili. Brez stroškov ali pa tega, da so včlanjeni v karkoli. To je bilo ček. Tukaj je bila občinska stavba, tukaj je bilo pač gor še 3 nadstropja, oder je bil pa te. Danes je bilo res ful mehno, tu je bilo po moje 10 metrov krat 6 metrov, nekaj takega se mi zdi. No in tisto, ampak vse tako je funkcioniralo, veš, da je bilo tako vse robustno, vse je bilo nekako, veš, pa ne, da ni bilo nič škoda, ampak tako je bilo, veš, priročno, nič ni bilo fiksenega, veš, vse se je obračalo, ne. Te multifunkcionalni prostori v resnici so ful pomembni. Zdaj, ker ti lahko različne stvari noter počneš, da je lahko in glasba, in predavanje, in filmska projekcija, in nekaj, ne. Ker tukaj se mi zdi, da se pa ta vibra ustvari, kar si prej spraševala, ne. To, da enkrat sem pač na koncertu, ni pač namensko določen, ampak drugič sem pa pač na kavi s prijateljem, ne. In potem zraven vidim še razstavo od enega, ne vem, mladega umetnika, no. Ampak, veš, tam je bilo tako, da karkoli si zamislil, ja pa nared, ne, veš, danes je pa tako, da pa nimam tako cajta, pa da je takrat prid, pa ono, veš, takrat si tam prišel, kelner si rekel, ti je dal, veš, tle imaš ključe, pa pet iskat, ne. Danes še imamo tu pod okrilje, so bili zavodi Lokal Patriot, Goga, pa Simulakar, se mi zdi posebej, ne, ni bil posebej, ne, še nekaj bilo. Zdaj naštejem, pa jaz tudi ne razumem čist, kaj se je zgodilo. Mislim, meni se je vedno zdelo, ko sem bila mlajša, da so bili ful močni, pa res imeli ogromno dogodkov, ki so bili namenjeno izključno mladim. Zdaj pa karkoli se naredi, od grem domov v Novo mesto do teh stvari, so pač 20 let starejši od srednješolcev ljudje v glavnem. Res ni prostora prav za nas. Mestni park je Novo mesto imelo, to smo pozabili. Novo mesto je imelo mestni park tam od začetka 30 let pa do srede 50 let 20. stoletja. Tam, ko je Novi trg, je bila pošta. Mislim, to je bila taka zgradba velika. Pa avtobusna postaja. Pa pokopališče je bilo tam. Mislim, za pokopališče se bolj intimno mora pristopati k rešitvam. Tudi eni pravijo, da ne vem, je po zakonodaji, da ne vem koliko časa, da ne smeš zidati gor. Ja, jaz se še spomnim, koliko je bil takrat, ko je bil dom armije, kako so buldožerji tudi lobanje valili dol. Zdaj imamo tam prazen prostor, parkirišče. Jaz temu pravim bratislavska skulptura, imenovana Novi trg. Hladna betonska gmota, še bolj hladnim parkiriščem in tako naprej. Garažna hiša je prazna, parking gor je zaseden. Jaz sem vedno čutil, da bi tam moralo biti nekaj vsebinskega, ne pa pač neke glupe trgovine, ki so sami sebi namen.
In tudi kot recimo družba, ne, v osnovni šoli smo se tam združevali na teh štengah. Recimo. To je bilo meni prostor, ki je bil najbolj podoben prostoru, kjer bi jaz lahko nekaj ustvarjal. Ne. Če bi ta del recimo imel neko javno namembnost, bomo rekli, ne vem, nimamo v Novem mestu tega pa tega, kar se tiče javnega programa, nimamo neke preko spodobne dvorane, ki bi imela oder, tako kot pač ga kulturni center Janez Trdina žal nima, ali pa nekaj tazga, ki bi recimo rekli, da bi Novo mesto s tem ojačalo svojo javno infrastrukturo, pa bi rekel, ajde. Zelo me skrbi park pred kulturnim centrom Janeza Trdine, ta park pa je malo večji. In tisti park, ki bo zdaj izginil okrog, ki se pač nek megalomanski poslovno-stanovanjski objekt, če se ne motim, gradi, zraven kulturnega centra, tam gre tudi večji del parka, zelenja gre stran. Se pravi, mi zdaj pa ta prostor zapiramo, to je ena stvar, kar je pa najhujš pri te zadeve, je pa mi tukaj jemljemo javni prostor in ga dajemo v zasebne last. Se pravi, znižujemo kakovost javnega življenja in kakovost javnih površin, se pravi, in s tem tudi zmanjšujemo fond javnih kakovostnih površin. Z nekako nostalgijo se spominjam Kandije, hotela Kandija, čudovitega gostinskega vrta, s krasno senco, še danes ta drevesa stojijo. So imeli pa v sobotah, mislim, da v sobotah, ali je bilo tudi med tednom, ne vem, ili pa živa muzika. In se je plesalo. Jaz trdim, da je gostinski vrt hotela Kandija, oziroma Vindišarja, še vedno potencialno najlepši gostinski vrt v mestu. Ima Vindišar eno tako, bom rekla, logistično mesto, da lahko postane hkrati ena vstopna točka prihoda v Novo mesto. In tisti prostor bi mogel biti javna mestna površina, ali kot gostinski vrt, ali pa kot kakšen drug prostor za srečevanje. Magar kot neka, ne vem, tudi manjša tržnica, ki je tazga, nekaj, kar se tam dogaja. Ne? Pač spomnim se, da kadarkoli smo se pogovarjali, smo rekli, kaj bi bilo dobro, da bi mi zdaj imeli en tak prostor, pač poln neke nostalgije, pa te umetniške energije, ki je tle že toliko časa. Tole, vidite. In sem jaz naredil tle, da je šla tale Kandijska noter tle pod mostom in bi šla tle, pa tle ven prišla, ne? In bi gor pri Vindišarju nastal peš plato, ki bi bil en pandan trgu. Bom rekla stvari, vse to, kar je mesto izgubilo, mladinski center, vse to, kar ima mesto problem, ali pa mogoče to, kar sem že rekla, medgeneracijsko povezovanje, potem parkiranje, osmisliti neko tako stavbo. Pa eno nakupovalno središče, da bi bilo tukaj, ne, da bi tale radi oskrbovalo, in tukaj tudi 200 parkirnih prostorov spodaj v etažah. Ne? Kanček upanja da ta nov načrt, kako naj bi se urejal ta prostor, se pravi, ko je bil narejen načrt za prenovo glavnega trga skupaj z Rozmanovo, je bil tudi narejen načrt, kako se bi prenovilo območje tega prostora, se pravi tako imenovanega Kandijskega križišča, ki bi se nekako preoblikoval v trg Novomeške pomladi. Se pravi, da ni to samo neko križišče, ampak je to en odprt prostor, kjer ti dejansko lahko potem dojameš, kam ti greš. Se pravi, greš v mestno jedro skozi ta most. Ne? Ja, to je prvo Sokolski dom. Bom rekla, glede na zgodovinsko vrednost, glede na simbolno vrednost, glede na kulturno vrednost, bi vsekakor izbrala Narodni dom. To je res sramota Novega mesta. Če bi eno črno točko dala Novemu mestu, je tu naš Narodni dom. Stari Sokolski dom je spomenik slovenstva, ne? Narodni dom je zame ena žalostna zgodba. Najstarejši narodni dom v Sloveniji je, ki je nedavno šele dočakal, da je pod državno zaščito. Mesto se vsa ta leta ni potrudilo.
Tako da tle je v bistvu neka dolžnost, ki jo ima država do Novega mesta in nenazadnje Novo mesto do neke res zgodovinsko pomembne stavbe. No. Ja, najbolj pomenljiva stvar, kot sem že omenila, je ta grajenje doma s samoprispevki. In to, da je bil, in to, kako so v bistvu tudi to, kar sem prej omenila, skrbeli res za neko medgeneracijsko povezovanje. Miklavževi večeri so bili tam, namenjeni tudi otrokom, ki si niso mogli Miklavže privoščiti. Potem čitalnice. Moja stara teta Ida je še tudi, ki je bila modeska obrtnica v Novem mestu in je tudi zbirala denar še za Sokolski dom. Blazno me je pritegnila v bistvu prav ta zgodovina, prav ta moč, kako lahko ljudje stopijo skupaj za skupno dobro, za naše mesto. Ne more, zdaj pa treba nove vsebine treba najti. To morajo pa civilne iniciative najti. Saj lahko nek droben začetek, saj ni treba, da zdaj pač naredimo nekaj gigantskega, mali koraki, no. Treba ga je pa prenoviti. Ne. Zdaj tako, Narodni dom oziroma kasneje Sokolski dom je pravzaprav vedno nekako gostil in bil dom kulture in umetnosti, pa tudi športa nenazadnje, ne. In tukaj je domovala tudi ljubiteljska kultura, zgodovinsko. Zunaj, če je kulturni dom ali kaj ta, mora imeti svoj pedigre okrog, ne more biti samo ob cesti, ne. Mislim, to je zdaj problem velik. No, mi smo se v društvu v Novem mestu dosti ukvarjali, se smo dosti predlogov morje dali, ne, pa na drugi strani so bili slabi poslušalci ti. Najbolj mi je pa ostalo v spominu, pisalo se je leto 2001, ko je takratna Zveza kulturnih organizacij Staša Vovk naredila, zdaj predvidevam, da je bilo to pod okriljem Društva Novo mesto, nekakšen anketni listič. Na občino se vrne nekaj več kot 600 lističev, pri čemer 19 jih je bilo pa, mislim, da je takšnih, ki so bili pa že zelo detaljno opisano nekako strateške usmeritve te stavbe. To je bilo toliko opcij, kaj bo tam noter vse, da glava boli. Da glava boli. Po moje bo to lepo pol sprivatizirano, bo kakšen privaten glasbeni bla 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 in tako naprej. Zaradi mene je lahko noter kar če, samo naj se zgodi nekaj. Mestu pa žal ne bo več to namenjeno. Ko bi rekel, civilna iniciativa hoče imeti prostor, torej ta dom, ki je bil narejen za prebivalce tega prostora, da se jim ga vrne. Oblast pa želi imeti tukaj noter stvari, ki bi jih lahko tržila. Skratka, da bi nekaj iz tega iztržil in ne želijo vlagati, če ne bi dobili tudi iztržka iz tega ven. In to je osnovni problem, ki gre že od 30 let, se že vleče ta zadeva ali več. Ampak v lasti je pa od občine in ima nek načrt. Kdo pa ve, kakšen je ta načrt? Ja, nam je to povedal župan. Kdo je zdaj tam v tej komisiji, ki je to naredila, uredila, kdo je tista oseba, ki je to uredila, ne bi znal povedati. Nam je pač samo razložil lepo, da ste to naredili, ampak to je že vse dogovorjeno in zmenjeno. In se ne ve, kaj to je? Ne. Tam je celo bilo neko gibanje, neka alternativna scena, ki je sama sebe pregnala in seveda predvsem pa jo je mesto pregnalo iz teh prostorov. Bila je zelo aktivna, uspešna. Zdi pa se mi, da je bil en problem s tem kolektivom, da je bil premalo odprt v javni prostor. In potem, ko so se noter naselili alternativci narediti iz tega cel spektakel, a ne? Mislim, pa boljš, da so bili oni not kot pa nihče. Na koncev. Zdaj jaz mislim, da vsak ima verjetno svojo verzijo Sokolskega doma. Jaz sem v bistvu pač prihajala v Sokolski dom, ker Sokolski dom se je zares kot skvot vzpostavil v točki, ki sem se že odselila iz Novega mesta, ker sem študirala v Ljubljani. Ne, nisem bila del te scene. V bistvu mi je zelo žal. Spoznala sem pa
par ljudi v resnici, potem ko se je Sokolič zaprl. Bila sem samo enkrat na enem dogodku. Žal mi je. Ampak zdi se mi, da so se tam dogajale ene zelo pomembne stvari, tudi ene zelo pomembne politične stvari in da bi mogoče na nek dolgi rok, če bi ta skupnost lahko ustrajala, dejansko tudi generirala ene zelo pomembne politične, in kar rečem politične, mislim politične v smislu nekih družbenih gibanj, neke tematike in v bistvu vprašanja, ki v Novem mestu žal, ne glede na eno tako pomembno v bistvu kulturno produkcijo, umetniško produkcijo, ki dejansko obstaja tukaj. Zdi se mi, da to, kar pa umanjka, so pa pač te tematike, da se tukaj ne govori o vprašanjih razrednih neenakosti, da se ne govori o vprašanjih dekolonizacije, migracije, rase in podobnih stvari, vsaj ne na ta zelo političen način od spodaj. Mislim, zdaj, ko ga ni, bi verjetno še šla. Zato, ker se mi zdi zelo pomembna za mesto tudi neka alternativna scena. Ker se mi zdi, da je še bolj svobodna, lahko, seveda ima na drugi strani tudi svoje zaplete, ampak hkrati je pa mogoče še veliko bolj širša za nekatere ljudi, ki se pa mogoče tudi recimo lokalpatriotu ne more najti. No. Tako se mi zdi, da je zelo pomembno, da je zelo veliko teh variacij, ker se ljudje lahko najdejo. Ne. Obstaja razlika med prostori, ki so namenjeni tržnim dejavnostim ali pa, če že ne tržnim, so hierarhično upravljani. Ti nikoli v bistvu ne prerasteš iz tega, da ti konzumiraš kulturo, dogodek ali pa čisto konkretno pač neke dobrine, do tega, da v bistvu jih samo organiziraš. Ne? In če ti nikoli ne vidiš človeka, ki razmišlja o samoniki skupnosti, ki razmišlja dlje od bom dobil denar in bom bil župan, ne? Ali pa pač ne, direktor TPV-ja, ne? Ali pa ne vem kaj, potem seveda ne moreš, po mojem, do tega priti. Ko ti enkrat dejansko si samo upravljalec v bistvu neke infrastrukture, takrat v bistvu začneš razmišljati, kako ti generiraš skupnost okrog te infrastrukture. A ne? In takrat se mora v bistvu ta skupnost organizirati na en drugačen način, na egalitaren način, kjer v bistvu vsak šteje, kjer se preizprašujejo odnosi moči. To pač v nekem lokalu, pa če je še toliko fajn in super, ne, pač nikoli ne boš dosegel. Tako da mi je žal za ta prostor, kakor pa vem, del teh ljudi se pa je zdaj našel v Drgančevju. Prostor je ful zanimiv, ki hiša razpada, po zimi se pač težko grajejo, ampak je ful zanimiva lokacija, zanimiv vibe, od spredi prostor za marsikaj, tako da. Mestna galerija in pa verjetno tudi nek mestni muzej o zgodovini Novega mesta. Ga nimamo. Potem verjetno bi mogli imeti tudi neko zelo zanimivo vinoteko, kaj nimamo. Zagotovo pa eno zelo dobro gostilno, kaj tudi nimamo. Ne. Knjižnično kavarno, ki ima vhod direkt iz ceste, v tem smislu, da je neodvisna od delovnega časa knjižnice. Ne težko lociram en prostor, vidim pa, da seveda določenih teh kulturnih ustanov, kot je kino, recimo tega ni. In se mi zdi, da tudi to je zelo pomembno za to, da se družben prostor ustvarja. Ne? Da bi nekako ustvarili park, ki bi bil namenjen Novomeščanom, po drugi strani pa tudi arheološki park z nekimi rekonstrukcijami od gomil do hiš, torej z nekim sprejemnim arheološkim kulturnim centrom, kjer bi pravzaprav lahko marsikomu marsikaj pojasnil, bi seveda bilo to tudi ena zanimiva zadeva tudi za obiskovalce od drugod. Novomeška knjižnica samo od zunaj izgleda dokončana. Nedokončanih je 1200 kvadratov oziroma 3 nadstropja. Potem je zagotovo en zelo zanimiv moment v Novem mestu, sodobni ples, ki je bil nekoč zelo uspešen in ki bi bil lahko tudi še uspešen, če bi imel dobre pogoje delovanja. Ne. En kup imamo nekih dobrih fotografov, dobrih glasbenikov, umetnikov, ustvarjalcev in se mi zdi, da jim ne znamo pomagati. In jaz v bistvu tukaj vidim največji potencial. Tudi pogrešam, neko, ne vem, inštitucijo, ki bi jih združila, ki bi jim pomagala.
V tem mestu se ogromno stvari zgodi, ki jih ne znamo negovati in peljati naprej. A ne? Postanejo pozabljene. Moja vizija bi bila, da bi kulturo vodili ljudje, ki se na to spoznajo. Na ravni nekega javnega interesa ni prepoznavanja, kdo, kaj, na kakšen način bi lahko nekaj prinesel v mesto. In to je strategija, ki je dolgoročna, to je strategija, ki ni vezana na te načrte oziroma na financiranje ministrstev ali občin iz leta na leto ali iz pol leta na pol leto. To je nekaj, kar se gradi za 10 let naprej. Jaz bi bila zelo vesela, če bi imeli kontinuiteto, da bi recimo rekli vsako soboto ali pa vsak petek med majem pa rečemo zgodnjim oktobrom je v primeru lepega vremena na glavnem trgu letni kino. Da bi uporabniki točno vedeli, če pride v ponedeljek, je pač to iz sklopa nečesa, v torek nekaj drugega. Ampak ta začetna energija, se mi zdi, da to je po neki inerciji. Na začetku jo imaš, ampak potem, če ni spodbude od okolja, če ni finančne spodbude, se slej ko prej nekdo upeha. Žal, projekt ne morejo tak voditi entuzijasti. Enkrat zmanjka volje in moči, ker vedno naletiš na nogo, ki te spotakne. In potem rečeš, zakaj bi. Ja, sem veš, škoda je, ker ne vem, to niso neki, bom rekel, povprečne zvi. To so ljudje, ki ful izstopajo. Veš, ne vem, Rosana Hribar, ne. Sej se je, veš, se izborijo, ampak mi nimamo nič s tem, da je ona uspela, ne. Kar je žalostno. Že 15 let, ker mi to delamo s tem parkom in seveda rezultata ni. V občini so pa seveda se v zadnjem času, to pa tisto, ker je seveda moja, bi lahko rekel, malo boleča točka, se odločili, da bi ta park moral biti neke vrste rekreacijsko doživljajski park in seveda z ograjo okoli, kjer bi seveda bilo treba plačati vstopnino. Skratka, da bi šlo bolj za neke vrste zabavično zadevo kot edukativno, arheološko, kulturno zadevo. Imeli smo tudi kar nekaj predstavitev in javnih razprav in vsi so bili navdušeni nad tem, nad prvo verzijo. Druge verzije potem ni nihče več predstavljal javnosti. Novo mesto mora najti ta normativ, da gleda naprej, no. Zelo naprej. Če pričakuje ta občinska oblast, da njeni uradniki ne bojo nič delali, volonterji bojo pa vlekli. Zahvala lepa. Pa zato, da se bojo javljali na razpise, da bojo dobili 3000 evrov. Pa kaj so smešni. Po celi Sloveniji so problem prostori, ki so, ampak so zaprti, pod ključem. Zaradi tega, ker je ceneje, da so zaprti, kot da so odprti. In zakaj se ne da tega spremeniti? Ne vem. Ta zadnja priložnost, ki sem jo jaz na primer videla in tudi zelo aktivno pristopila, je bila ob 650-letnici Novega mesta, da naj mesto za eno leto, to se pravi vodstvo mesta, naj za eno leto za nek simbolni evro najemnine da v obratovanje določenim posameznikom, za katere velja, niso njihovi politični prijatelji, ampak so nekako detektirani kot zelo zanimivi bodisi kulturni producenti, ustvarjalci, vodje kakšnih ateljejev in tako naprej. Pa se v bistvu ta ideja nekako takrat ni šla skozi. Prostori za uprizoritve, ali pa, da tega ni, no. Ok, imamo teater, imamo KCT, ampak ne vem, KCT se mi zdi obupna dvorana z vseh pogledov in ni funkcionalna za kaj drugega kot neke proslave in razne pevske revije in tako, po mojem mnenju, sploh ne za gledališče, ne. Tako da se mi zdi, vsem bi se mi zdelo vredno, no, investirati v neko dejansko halo, v bistvu, kot neka stara elektrarna, recimo, ne. Ne vem, meni se zmeri zdelo fascinantna pač Nabrežja, v bistvu Krke. Tukaj se meni zdi recimo neka ogromna škoda, recimo, da ne gre tukaj pač v ne vem, izgradnjo nekega naravnega, polnaravnega amfiteatra ob Krki ali pa kaj podobnega, ki bi bila neka kombinacija pač uprizoritvenega, pač eksperimentalnega in v končni fazi, če je pač potreba, potem lahko tudi bolj komercialnega značaja, ampak se gre vsakič znova samo in izključno pač v obujanje
oziroma komercializacijo rečnih bregov, kar se mi zdi pač na dolgi rok problem. Problem je teh razpisov, pa tudi, ker je vse tako omejeno. Vse je pač tukaj lahko samo 220 voltov priklopiš, tukaj imaš lahko samo od 8 do 3 prideš noter ključe, veš, ti imaš dejansko človeku dati prostor pa čas. In takrat se mi zdi, se lahko ful dobre stvari zgodijo. Veš, kako sem imela, pa sem mislila, da se je v 20 letih kaj spremenilo. Pa sem imela 2 leti nazaj delavnice, pa spet isto. Tam zaklenjeno, oni WC-ji zaprti. Kdo ima ključ, kje je alarm? Skozi. Ja, meni se res zdi, da bi se Novo mesto lahko kulturno veliko bolj odprlo. Pač ponudilo nek prostor, ljudem vse starosti, da bi ustvarjali skupaj. Želim si sem, da bi bilo lažje priti v kulturni prostor v Novem mestu. Da bi bilo pač to nekaj, kjer bi vsak, ki ima veselje, lahko pristopil. Jaz mislim, da tle trčimo v 2 različna koncepta. V koncept tako imenovane popularne kulture in pa koncept neke kulture, ki tudi izobražuje. Če bomo delali kulturo, ki tudi izobražuje in ima neko dodano vrednost na tem področju, da to ne bodo neke res obljudene prireditve. In tukaj težko rečemo, da lahko uporabniki karkoli naredijo, razen da probajo se udeležiti vsaj enkrat ali 2krat na leto. Društvo Julija, ki je obstajalo kar nekih 10 let, je osmislilo deželo Juju. In kaj smo naredile? Z vrtci smo se povezale, z nižjo stopnjo osnovnih šol. In preko njih zvabile ljudi, da so prišli, da so videli, da je fajn, da so polet prinesli dekce, pa so se v parku usedeli, pa so tam nekaj spili, pozimi so se pač lahko kepali, če so se hoteli in tako naprej. Ljudje je treba malo zmotivirati. Veš, tako kot mogoče, ne vem, pač samo zbiranje. Jaz tudi včasih pomislim, veš, velikokrat ljudje rečejo, pa nič se ne dogaja, ampak lej, mi tudi ne gremo ven. Jaz ne vem, navade so se ful spremenile, odkar so pač ta družbena omrežja, sej, mislim, gospa, ki dela v digitalni marketinški agenciji, to reče, ampak res mi ne gremo ven. Mi visimo na spletu in pač gledamo karkoli že, namesto da bi se družili s prijatelji v živo. A veste, tlej jaz pravim tako, nič se ne zgodi samo po sebi. Vzdušje kot prvo mora narediti organizator. Ne čaka, da bojo ljudje prišli, tlele imate prostor, zdaj pa kar vzdušje. Potrudi se malo, zmotiviraj. Po drugi strani pa veš, če nam zrihtajo, pa moramo pa iti. Pač ljudje, pejte na koncert. Mene ful živcira, ko ljudje rečejo, da se nič ne dogaja. Pač, kdaj si bil nazadnje v mestu? Ja, 3 leta nazaj, ko so drevesa posekali. No, pa ne govor. Jaz mislim, da je to manjka teh ljudi, ki bi imeli v sebi preprosto v svojem srcu ta nek stik z umetnostjo. Veš, tu je meni v bistvu ful dalo misliti lansko leto, ker nekje jesen sem se zavedla, kaj meni manjka. Meni ne manjka, ne vem, rock koncert, meni manjka Narodna galerija, manjka mi opera, manjka mi gledališče, tu je meni manjkalo. Se s knjigo pobegneš, veš, ampak tu pa se mi zdi. Recimo, da bi imeli pač neke ali umetniške rezidence ali potem, ko vidiš, recimo, kako umetnik ustvarja, kako do nečesa pride, ali pa, ne vem, kdorkoli, mogoče magar zgodovinar, kako on raziskuje po arhivih, veš, kako to. In če s tem njegov pristop vidiš, recimo, enega iz zahodnega Evrope, enega iz Azije, enega iz Avstralije, to ima čisto druge principe. Danes, kot ti oni včasih lahko tukaj veliko dajo, ko sploh ne veš, ko imaš včasih pred nosom stvari, pa jih ne opaziš. Oni te rešujejo na mentalnem nivoju, veš. Tudi recimo sem že v svojem življenju srečala izjemne, zelo uspešne gospodarstvenike, ko so trdili, da so recimo naslednji dan sprejemali boljše poslovne odločitve, ker so zvečer gledali odlično gledališko predstavo. Da so se jim izostrile neke misli in tle se vidi, kako se v bistvu umetnost na nek zelo kompleksen način odrazila čez ekonomiko. Ko dostikrat rečejo, da je treba vse zračunati, vse evre, vse te. Kako umetnost v bistvu res na nek nenavaden način prihaja v naša življenja in kako v bistvu nas oplaja in kako nas usmerja.
Jaz mislim, da ljudje razmišljajo o svojem prostoru. Jaz mislim, da se to tiče tebe. Mislim, če se prenavlja glavni trg v Novem mestu, jaz bi rekla, da se to tiče v resnici čisto vsakega prebivalca. No. Zdaj, kako ga pa aktivirati, pa pač druga stvar. Ne? Dejansko je včasih samo to, da skupnost nekdo vpraša, kaj si pa vi želite, in je tudi pripravljen, da mogoče skupnost bo rabila 2-3 leta, da ugotovi, kaj si želi. Meni je bilo zelo všeč takrat, ko so v bistvu vse prebivalce povabili na čisto odprto debato o tem zaprtju glavnega trga. Takrat smo bili v bistvu vsi prebivalci ožjega mestnega jedra tam. Ta peš cona, recimo, ki smo jo pričali zdaj, je v bistvu posledica tudi enega javnega pritiska, neke peticije, ki se je zgodila takrat, ko je obstoječa garnitura hotela spet odprt, v bistvu obnovljeni glavni trg za promet. Ne, in se je takrat neka civilna pobuda, no, takrat smo eno civilno pobudo, peticijo pač pripravili in je bilo res toliko podpisov za to, da je do tega prišlo. No. To je mogoče en dokaz, da je pomembno, da neka javna sfera obstaja. Ne. V vsakem primeru je lokalna skupnost, ali pa bi rekel lokalna politična skupnost, tista, ki bi morala prisluhniti ljudem, kaj želijo, in na podlagi želja ali pa predlogov in pripomb nekaj tudi narediti. Ja, občina, zdaj če bom rekel, da je slab sogovornik. Ne? Preden karkoli se ločiš, je že problem. Ali je pravni, ali je finančni, ali je birokratski. Ne? In če recimo oblast reče, da temu ni naklonjena, ima na razpolago 5 zadev, zakaj se nekaj ne da. Ne? Če si pa naklonjen, boš pa najdel rešitev. Ne? Saj toliko bi zaslužili, da bi sklicali eno okroglo mizo, ker bi se z več temi člani raznih društv, od društva arhitektov, društva Novo mesto, ostalih civilnih društv, ker vsi morajo prispevati k arhitekturi. Arhitekturo ne more delati arhitekt sam. Ne? Da se to na nek način skomunicira z javnostjo. Ne? Na eni strani pa širšo javnostjo, na drugi strani pa strokovno javnostjo. No? Tako da to se mi zdi recimo nek prav pristop, ko posegaš v neke stvari, ki so pač ljudem pomembne. No? Mislim, pogrešam v resnici za vsak večji poseg v mestu pristop na ta način. No? Jaz nimam v mislih nič velikega, ampak male stvari, ki naredijo razliko med tem, da pokažeš, v bistvu, a si ti želiš v bistvu narediti infrastrukturo, ki je namenjena ljudem, ali v bistvu želiš v bistvu gentrificirano verzijo mesta, ki je namenjena v bistvu bolj turistom. Ne? Danes je pa tako, da vsak prostor, vsak kvadratni meter ima nek namen, veš. Recimo, meni je bil blazen dober prostor, recimo pod Tušem un velik travnik, ne? Če se spomniš. No in ta travnik, če bo šla, ni več tak, ne? Zdaj je pač tam nek pump track, pa se neka otroška igrišča ratela, kar neke drevesa so se sadili. Veš, vse so nabili z neko infrastrukturo, veš, ni tazga, veš, prostora, da bi kar bil, ne? Da bi kar se tam ulegel, pa vse je tako, veš, tako neko miniaturno, neki mini mundus, no, so naredili. Ko pogledam pač prostor, da skoraj ves javni prostor so ostale samo še pač ne vem, kavarne, ni nekih drugih prostorov, pa še ti so v resnici zasebni. Ne? To so v bistvu zasebni prostori, kjer moraš ti nekaj plačati in se srečati. Ne? In obedve veva, kaj pomeni 200 kvadratnih metrov osvobojenega teritorija v kulturnem centru Janeza Trdine, kjer se vsake toliko časa kakšen imperialistični prstek kakšnega občinskega veljaka znašel tam in rekel, ta kvadratni meter bomo pa zaračunali. Ne? Nihče pa ni od teh hitropoteznih računarjev ugotovil, kaj pa ta kvadratni meter pomeni za človeškega duha, za ustvarjalnost, bodisi otroka, mladinca ali odraslega. Ne vem, vse hoče nekaj urejati, ne? Da vem, kdo ima
tako korist od tega, ne vem, pa zakaj je sploh to potrebno, ne? Danes pridemo recimo na glavni trg, mislim, da se vsi strinjamo, da izgleda ful lepši, kot je izgledal prej, ko je bil poln pločevine, a ne. Mislim, res je prijeten, ampak je zdaj vprašanje, koliko časa bo še, oziroma a sploh še vedno bo služil tem lokalnim prebivalcem in kdaj se bo ta twist spremenil, ker recimo tako, meni je bilo zdaj zelo fascinantno v Ljubljani, ker pač živim na enem delu pa na drugem koncu centra in sem se nehno vozila v bistvu čez Korono, ne, v bistvu čez center, tudi takrat, ko je bilo malo temno, pa da ne bom rekla, da sem zdaj to po 9 počela, ne. In to, kar mi je bilo zanimivo, je, ne, da recimo tam okrog 9, ne, ko bi človek pričakoval še kakšne luči v stanovanjih, ne, je bila cela Ljubljana z zatemnjenimi stekli. In zdaj lahko seveda pač rečemo, da ljudje v centru hodijo pač zelo zgodaj spat, ne, lahko se pa zavedamo to, ker vsi v bistvu že nekaj časa slutimo, da v centru Ljubljane praktično ni več prebivalcev lokalnih, ne, da so to Airbnb, da so to v bistvu pač pisarne in da so to hoteli in hostli. S to ureditvijo, za to lepoto in tem, da so stvari zdaj poštimane, ne, je pač seveda prišla situacija, ko si nihče več ne more centra Ljubljane oziroma tudi Ljubljane nasploh privoščiti, ne. A veste, to bi bilo zelo fajn, če bi enkrat naredili anketo pa ljudi Novega mesta vprašali, kaj bi vi lahko naredili kot Novomeščan za to mesto? To je tricky question. Mislim, kaj bi lahko pač že to, da bi podporil tiste programe pa tisto, kar je, da pač ne bi skozi isti hodili na iste dogodke. Jaz sem že prej omenila pač svoje nakupovalne navade. Jaz sem se zavestno odločila, da tako ravnam. Ne želim nobenega črtiti, ampak jaz grem v Qlandijo 3-krat letno, ker ne čutim potrebe. Čutim pa potrebo, da podprem tukaj lokalce. Hodim tukaj v te trgovine, pač ne vem, nič višji strošek ni to, meni pa daje dober občutek, da jaz pač na ta način, kakor lahko podpiram prostor, v katerem živim. Da bi šel čez to, da mogoče ni slišan, ali pa da njegovo mnenje ne šteje, pa bi se udeležil recimo javnih razprav, ki so tudi bile, pa so potem na njih tudi zmeri isti. Če živimo v času, ali pa smo že naša zavest je že taka, ne, da smo prepričani, da se ne splača, ne da se ne splača, ampak da niti ni možno ali pa niti ne zmoreš iti v kolektiv pa se žrtvovati zdaj za neko skupino. Ne. Bi rekel, ja, da naj ljudje bojo aktivni in da probajo. Vsak posamezen verjetno ne mora kaj dosti, ne, ampak neka kritična masa pa vendarle nekaj dosega. Ne. Konec konca smo vsi mi tudi volivci, ne. Imamo neko moč. Ljudje, kolikrat slišim, kritizirajo to, a si volil? Nisem, ja. Pa so ti drugi vsilili svoje. Prvič volitve, drugič pa te bi morali biti močne te civilne iniciative, ne, kjer se ljudje dobivajo pa po krajevnih skupnostih, pa večkrat bi morali sklicevati ljudi, pa naj povejo svoja mnenja, ne. Ja, vse kolektiv verjetno nastane iz potrebe, ne, in jaz mislim, da ta potreba je in pritisk, ne vem, kriz raznih podnebnih ali ne vem kakšnih že, jih bo primoral k temu, da se bodo povezali in presegali v bistvu ta nek egoizem, no, ki je prevladal zdaj v zadnjih 20 letih. Vse mogoče ni tudi ta volilni sistem, vprašanje je, če je najbolj ta prav, ampak... Mislim, da ni rotov štiska odloča, kaj je treba narediti, ne. Ampak bi bilo treba enostavno, mislim pa te mehanizmi so tako že uveljavljeni tudi, pa preizkušeni, ne. Se pravi, govorimo o participativnem proračunu in mislim, da bi to bila neka sprememba tako v mišljenju, ne, v bistvu te sama ta forma prisili, da začneš razmišljati o skupnem dobrem, ne pa samo o svojem dobrem, ne, se pravi, veš, da
da bo šla tvoj predlog, da bo šel na glasovanje, se pravi, ne moreš si zaželeti, da bo klopca pred tvojo hišo, samo ker, ne, se pravi, mora biti na nekem prostoru, kjer bo v večinsko korist. Ne. Sej ne rečem, da je posod to uspe. Tudi Maribor je pač nekaj poskušal, ampak pa tam je res, mislim, da se pa je to razvodenelo. Ampak sploh ni mi jasno, zakaj bi razvodenelo. Ne. Če razvodeni, potem pa si, seveda, pa si pa zaslužimo kakršnokoli že oblast. No. Meni bi se zdelo zelo zanimivo razmišljati, kaj pa tretja kategorija skupnega. Ne? In tukaj pa je v bistvu ta nek moment, kjer lahko recimo skupnost je tista, ki določa, na kakšen način se bo to uporabljalo, s kakšnimi nameni, ki lahko zelo poljubno odpira, zapira, spreminja to v neke javne ali pa ohranja to v zasebni, ampak še zmeraj zasebni ravni na način, da v bistvu se z resursom upravlja na skupnostni način. Se pravi, ne hierarhično, veliko bolj odprto, egalitarno in samoorganizirano na način, da v bistvu ljudje tudi z nekim političnim kako bi rekla, političnim zastavkom razmislijo, v kakšni družbi hočejo živeti. V bistvu res ne vem. Mislim, meni se zdi, da so Novomeščani kar konkretni ljudje, ki bi rabili nek premik v vsakdanjem prostoru, mislim, tako neko akcijo na glavnem trgu, neke take stvari, da bi se v njih nekaj premaknilo. Kaj je naš problem? Ne? Mi imamo neko idejo, ne? In pol damo nekomu nekaj narediti. Kaj bo zgradil? Kaj bi bilo boljše v tem prostoru, kaj bo tisto, da bi zgradili? Zakaj moramo graditi? Ne? Zakaj ne vzamemo obstoječe stvari, pa jo prenovimo, ne? Oziroma, ampak da jo skupnost prenovi, ne da najdemo razpis za izvajalca. Ne? Zakaj? Mislim, meni se zdi fantastična akcija, recimo pač te mladinske delovne brigade, ko se je skupnost odločila, da bodo nekaj skupaj delali. Dobili so malco, prenočišče, obleko, bla, bla, bla. Neki prostovoljci, ki so imeli nekaj koristi. Ne? To je bilo pač Jugoslavija. No? Potem edina akcija, ki je ostala, je bilo pač pobiranje teh odpadkov. Ne? To je vse slovensko. In to je blazno uspešno, se še izvaja. To je meni se edina zadeva. Ne? Recimo, zakaj ne bi bilo v mestu, recimo, veš, neke stvari, ki bi jih lahko skupnost, veš, sama delala, ne? Pač s tem je prišparala pač ful sredstev, ne? Čeprav ne vem, kako bi pa to legalno speljali, ker seveda te izvajalci bi si itak pritožili, ne? Ampak po moje se da, ne? Če se da lahko papirčke pobirati, potem se da lahko tudi po moje, če se odloči, recimo občina, da bo pa naredila pač neko peš pot na Gorjance, odkup zemljišče, pa sami mi tu pač občani tu posekamo, uredimo. Veš, a ljudem je interes, da grejo sekiro sekati, veš, pa če dobijo pač, ne vem, kombinezon za to, po mojih si bodo mogli tepati ljudi, ne? Tukaj vsekakor vidim, da so tele civilna iniciativa, ne, zelo pomemben faktor, ne. Mi smo takrat, ko smo ustanovili Društvo Novo mesto, bili pravzaprav pionirji na tem področju, kaj dosti civilne iniciative takrat v Novo mesto niti ni bilo. Čutim pa v svojem dolgem življenju, ne, da moraš biti skozi neko kupet v to mesto, da lahko vsaj en kamenček premakneš, vsaj več pa ne moreš, ker na konc že skoraj politika ne da, da več kot en kamenček premakneš. Ne? Mislim, 5 let je minimum, da sploh se kaj, ne? Recimo, veš, da imaš ti prostorske akte sprejete, da dobiš financiranje, da dobiš razpise za izvajalce, da naredijo, ne? Izvajalci, ki naredijo še najmanj, ima 2, 3, 4 mesece cajta. Vse ostalo pa traja, mislim. Civilne družbe včasih dali več društv in tako naprej. Prišli so Lokal Patriot, prišel je DNŠ z vsemi temi, in Goga. Skratka, prišel je en cel kup mladih izobražencev, ki so na svojem področju že, se mi zdi, vendarle veliko napravili. Novo mesto, če pogledamo zdaj, kaj se dogaja, kako je neko družabno in družbeno življenje aktivno zdaj, pa ko je recimo v 90-ih letih, je zdaj bistveno boljše. Hvala Bogu. Da nekako smo se našli z ljudmi, ki so imeli neke podobne stvari ali podobne afinitete in smo skupaj v bistvu projektno premikali neke teme. No. In tukaj še vedno vidim zelo pomembno, da te civilne združenja oziroma iniciative nastajajo in da se znajo tudi povezati in da se znajo sestaviti. Ne da so eno drugemu kontrirali oziroma nas briga sem to, pa puste nas pa ner.
ampak da se te zadeve lepo sestavijo skupaj, neko sestavljeno in potem nekako to vendarle predstavi neko jasno alternativo tistim, kar bi šlo po neki inerciji naprej. Ne? Okrog prostora, kjer se razmišlja, mislim, kjer se dogaja sprememba, je vedno nek prostor, kjer se razmišlja o spremembi. Ne? In to je lahko časopis, to je lahko tudi seveda Sokolski dom, recimo, ne? Kot neka kulturna, kulturni park, recimo, kulturno križišče ali pa krožišče. Tista lokalna skupnosti, kjer ljudje čutijo neko večjo pripadnost, kjer se bolj povezujejo, potem se tudi dejansko tudi kaj več zgodi in dejansko potem tista mesta bolj prosperirajo. Če smo pa vsi na svojem polju, pa ne znamo sodelovati, se pa zadeve razpustijo. Ne?